Torej, mi smo skupina Joker Out, skupaj smo dobri 2 leti, oddelali smo okrog 60 koncertov v teh 2 letih, ustvarjamo slovensko avtorsko glasbo, avtorsko zato, ker si pač želimo pustiti coverje na strani in iti samo na svoje. Meni se zdi, da se vsak dan sreča s tem piratstvom, zato ker je to toliko popularno in ker vsi downloadajo in filme in glasbo iz spleta. In meni je v bistvu prav zanimivo, kako imamo tudi mi eno izkušnjo s tem, kako nas je v bistvu en prijatelj našel na kar eni ruski torrent spletni strani, kjer je bil objavljen in naš posnetek in video iz YouTubea. In v bistvu mi tam ne vemo, zakaj to tam in nočemo, da je tam, v bistvu nismo niti kreditirani, ampak tam to je objavljeno. Tako da v bistvu bi bilo boljše, če bi nas vsaj kreditirali, če že nič ne dobimo od tega, vsaj da se ve, kdo je to naredil. Ne? Se pravi, zdi se mi, da se skozi poudarja, da koliko se ne sme loadati muzike in pa umetniških del iz interneta, medtem ko pač noben ne ponuja nobenih alternativnih rešitev. To ena od največjih alternativnih rešitev bi bila pač streaming servisi, Apple Music, Deezer, Spotify, ki pač plačuješ 5 € na mesec in imaš kjerkoli komad ever. Sicer zdaj res ni najboljša kvaliteta, ker digitalno je pač digitalno, ampak je res vsega milijon, ne vem koliko je na Apple Musicu, 50 milijonov komadov, vse lahko poslušaš za unih 5 € na mesec, kar res nič ne košta. In s tem vse pomagaš in glasbenikom. Po mojem je velik problem v tem, da se mladi sploh ne zavedajo, kakšen problem je piratstvo, ker gledajo glasbo, posnetke na YouTubeu in v bistvu sploh ne vejo, da avtorji tega materiala nimajo praktično nič od tega. In s tem, ko bi mladi kupili CD-je ali pa ne vem, kakršnekoli vinilke, če jih imajo, bi v bistvu s tem podprl tudi avtorja in s tem poskrbeli za njihovo preživetje in s tem preživetje glasbene scene. Kar se tiče piratstva, bi rad mladim sporočil, da so streaming servisi, kakor Apple Music pa Spotify, pač že standard in mladi uporabljajo to, stari uporabljajo to. Sam pri nas se ljudje nekako bojijo tega, ne vem zakaj, zaradi tega, ker je pač nekaj novega, ampak za tistih 5 € na mesec, se pravi za 60 € na leto, dobiš vso glasbo, ki je dobesedno dostopna na tem svetu v najboljši možni kvaliteti, plus umetniki pa artisti so pač plačani. S tem, da si pa ti zlodaš nekaj za ston, si pa dobesedno, ok, za Rito Oro v Ameriki verjetno nisi naredil nič kaj preveč hudega, ker ima veliko denarja. Ampak za enega slovenskega glasbenika, ki ima že tako nek majhen prihod, si pa kar en velik delež ukradel. Tako da ne si loadati muzike za ston. Pri kršitvah avtorskih pravic v glasbi se mi zdi, da pač čeprav je presnemavanje ilegalno, mogoče problem, ampak se mi zdi večji problem pri slabih ureditvah avtorskih pravic, v smislu tem, da je recimo predvsem pri streaming platformah zelo za avtorje glasbe zelo slab posel. Naprimer, fizične prodaje so pač vedno nižje in se ves posel seli prav na digitalne prodaje in streaming. Kar se tiče downloadanja ilegalnega pri mladih, bi rekel, da naj pač pogledajo širše, da je to delo nekoga in katero je odneseno veliko truda in časa in da če nekoga zares spoštujejo in imajo radi njihovo glasbo, da mislim, da je super, da to potrjujejo z neko nakupom. Pač moje stališče je tako, da je ful fajn, da ljudje pač podpirajo glasbo tudi tako, da jo kupijo, ampak hkrati je pa tudi piratstvo za ljudje, ki nimajo denarja, pa vse radi muziko poslušajo, je pa tudi nek, bom rekel, brezplačen marketing, brezplačno širjenje, tako da pač piratstvo ima pozitivno pa negativno stran. Mene so v bistvu ta omrežja, ki so bila še IRC pa tako naprej, če lahko rečemo piratstvo, pretakanje pač teh vsebin, so v bistvu naredile kar dober začeten del poti pri meni, tako da jaz to na nek način podpiram. Bi bilo pa tudi fajn, da ljudje, če imajo radi glasbo, pa da si jo downloadajo, da bi tudi pač nekaj dali, zaradi tega, ker artist od tega lahko živi. Če ti sede kopirati, kopiri.
Nisi slab človek, če ti nekdo reče, da ne piratizeri, pa ti piratiziraš vse. Ampak včasih se počuti tako, da nekdo dela dan in noč, dan za dnem, da sam noter v studio grem, da kakšen evro tudi za kakšno plato ali pa za song day, pa boš videl, da boš ta denar v muziko naprej. In tako se zadeva vrti. Hvala vsem fanom, ki podpirate, da je Rok lahko MC. G.